Tako da takole nekako. Ok, ravno tega so se probali izogniti. Ja, Prav, to je tak, bom probala biti pozorna. ja, zelo potrebuje to bližino, no. Da ne zajema zvoka iz okolice, ampak res samo. Razumem. Ja. Zaradi tega moj ni pol delal, ker se mi je zdelo, da se nič ne sliši in sem ga potem prodala, sem ga kupila in prodala. Aha. Verjetno za to, ja. Kaj ste pa snemali? Online vadbe imam. Mhm. Vse je šlo od korone naprej. Mhm. Online. In se mi je zdelo takrat, da se morda ne sliši dobro in sem mikrofone kupovala, ampak Kje pa je bil pol ta mikrofon? Dosti stran? je vsaj 2 metra stran od mene. Ker ne morem stati zraven pa gibati. Ja. A ste najdli kakšno drugo rešitev? Mogoče kakšni tisti, ki se ne, zapnejo? se je v redu slišalo. Meni se je zdelo, da bi se morda lahko še bolj sem hotela ponuditi ljudem, seveda, čim boljše, ampak se je izkazalo, da v bistvu slišijo v redu, da ne rabim nič komplicirati. Kakšne vadbe pa so to online? Tai chi in qigong, dao yoga. Se pravi vse te daoistične veščine, ki jih poučujem, ki sem jih tudi prej. Jaz sem malo usela po svoje. Mhm. A to se že snema? Ja, že snemava, sej Se pravi, moram biti zraven. Okay. nič ni treba. A ja, zraven mikrofona. Ja, ker se oddaljujem, ker se mi je zdelo, da nismo še začeli. Se pravi, da te vadbe sem poučevala še pred korono, s tem, da se je opus nekoliko spremenil, ker mi zdaj omogoča, da pravzaprav vadba ni nikoli prekinjena, ker pač ljudje so na dopustih, manjkajo enkrat in potem v bistvu tista kontinuiteta izgine. So pa take stvari, da je treba redno v bistvu vsak dan delati oziroma vsaj 5 dni v tednu. In potem, če manjka en teden, čisto padejo ven. Kako to izgleda, da padejo ven, pa kako izgleda, da padejo noter? Kaj to sploh pomeni? Zakaj je pomembna redna praksa znotraj te metodologije ali pa teh metod? Se pravi, tako je recimo odvisno od tipa qigonga. Določene stvari še vedno oziroma določene vrste qigongov še vedno se poučuje na ta način, da je neobvezno, da vadijo vsak dan, čeprav je zelo zaželeno. In potem ugotovimo, da v bistvu 1 do 2 maksimalno vadijo. To, kar pa sem želela predati ljudem, se pravi, da vidijo, da qigong lahko prinese mnogo enih dobrobiti, če ga redno delajo. In recimo eno vrsto, ki sem jo lahko uvedla samo preko online vadbe, je bil ta, da medicinski, ki se dela po vseh organih, se pravi 12 organov in vsaki teden oziroma vsaki drugi teden začnemo enega. In če enega zamudijo, zaradi tega v tem smislu. Tako da v bistvu potrebno najprej dobro meridiane odpreti, potem napolniti. V bistvu, če zamudijo enega oziroma en organ, potem tudi tisti naslednji v bistvu nima take koristi. In to recimo v živo ni bila opcija. Ker vedno nekdo manjka, ali so počitnice, ali nekaj se pač zgodi. Ja, se digitalni svet ponuja dosti prednosti, a ne? Dosti prednosti. Ja, pa res za določene stvari tudi ne vidim. Tako da ta skupina ljudi, ki je bila z mano pred korono, ki je uspela recimo doživeti ta živi qi, to transmisijo, ki se v bistvu v teh veščinah išče. To bom mogla malo razložiti, verjetno. Transmisija se pravi pri vsakemu učitelju, mojstru, pač tovrstnih veščin, zdaj za druge teže govorim.
v bistvu se ti učiš preko njegovega čija, preko kvalitete čija, ki ga on nosi. No? Zdaj določeni to malo težje začutijo nadaleč. Ko imaš človeka blizu, pa ga ti popravljaš, pa spremljajo tvoj govor, tvojo hojo, tvoje sedenje, tvoje obračanje, pravzaprav preko tega se učijo tudi oni. Či se prenaša potem na njih. In v bistvu vsi tisti, ki imamo svoje mojstre, lahko ljudje ugotovijo, tisti, ki so res dovolj blizu, mojstru, a ta je pa od tistega. Ki je podobna kvaliteta tega. Tako. Se mogoče greva lahko čist na začetek. Gremo na začetek. Pa ne vem, se najprej lotva vas pa vaše poti, ali bi lahko malo predstavila ljudem sploh dao ali pa taoistično filozofijo? Mogoče lahko tako začneva, ne? Saj tukaj imam tole knjigo, jaz sem tole enkrat najdu v knjigarni in kar mi je bilo zanimivo, mislim, da sem dal 6 € za to knjigo. In takrat sem prvo razmišljal o knjigah, pa o vrednostih, pa o teh starodavnih knjigah, ki so preživele čas. Da. Ne? In jaz sem eno tako željo, da polka se bom upokojil, upam, da bo to kmalu, da se preselim nekam v naravo in vzamem samo 100 knjig. In vedno znova samo teh 100 knjig berem, ne? Da ni potrebe po nekih novitetah. No. Ampak ja, Dao De Jing, Lao Tzu, prva ta, kako bi rekel temu, prvo poglavje? Prvo poglavje, rečemo mi. Je v bistvu vprašanje, kaj je Dao, ne? To bi jaz vam zastavil zdaj, lahko začneva s tem. To bi mi zastavili, nimate nobenega lažjega vprašanja. Najbolj zadavati te najbolj zapletene stvari najprej. Da, mislim, tudi kakor sem v samem tem priročniku knjigi pisala, to je zelo osebna izkušnja, kaj je Dao, in se v bistvu ta kvaliteta razumevanja ves čas tudi spreminja. Zdaj, če bi to probala z umom razložiti, pa da ljudje vsaj malo zaznajo, kaj to je, bi v kratki razlagi bila to pot. Ampak to je pot vsakega posameznika. To je zelo tako grobo rečeno. Spravi, vsak od nas ima svojo pot, svoje izkušnje, niti dva človeka nimata popolnoma istih. Tako da upoštevati, kaj je recimo Klemenu dobro, ni nujno, da je za mene dobro. Vse, kar je moj mojster dal skozi, ne rabim iti skozi vse to, ker moja pot bo vseeno drugačna. Je pa pomembno, da se opremimo z določenimi veščinami, predvsem bi rekla z vrlinami, ki nas bojo po tej poti nekako spremljale. In potem pravijo, da smo pravzaprav varni. Tako da to, drugače pa ta stanja, v kateri se znajdemo, ko neko meditacijo oddelamo, odmeditiramo, ali tai chi, ko smo zelo globoko noter, dejansko pride do tega stanja, ko vse samo je, niti ne moreš reči, da je perfektno, tako celostno in ti si povezan z vsem. In temu bi rekla, da je to stanje, v katerem bi želeli biti oziroma k čemu stremimo, drugače na kratko ta pot vrlin. Kako pa vi vidite povezavo med tem izrazom ali pa tem konceptom, čeprav ni koncepta, ne? Pa ostalimi religijami ali pa besedo Boga, ne? Ki se uporablja v različnih filozofijah pa religijah, ne? A so tukaj neke podobnosti ali pa kako vi gledate na to? Razumem ta kot ali pa recimo zen budizem, ima pač svoj zen, no? Se pravi to neko vrhovno stanje, v katerem se znajdemo, se pravi stanje duha. Spiritualne tradicije so seveda drugo kot religija. Ne moremo reči, da je taoizem religija ali pa budizem kot tak, seveda obstajajo določene ločine, ki
se dejansko bolj ukvarjajo z religioznimi obredi, ampak za se pravi, duhovne tradicije ne moramo enačiti v bistvu z religijami oziroma primerjati, ker duhovnost pomeni, da vsak hodi po svoji poti, religija pomeni, da sledimo enemu človeku. Se pravi, krščanstvo v celoti sledi Jezusu. In vsi verjamejo, da če bojo delali tako, kot je on delal, da bojo vsi doživeli odrešitev. Za razliko recimo od duhovnih tradicij, ki pa zagovarjajo dejstvo, da vsak mora iti po svoji poti. Pač neke osnovne veščine, prakse, vrlinski sistem, spravi ta nek moralni kodeks, to že upoštevajo, temu sledijo, ampak na neki točki se pa vsi moramo nekako ločiti in slediti temu, k čemu nas naš duh kliče. Kaj pa mislite, zakaj toliko ljudi pade v te organizirane duhovnosti, če je lahko tako rečeva, ali pa ideologije, skupek idej? Ker to je vseeno večina duhovne sfere, bi jaz rekel, ali pa ukvarjanja z duhovnostjo, ali pa z notranjim svetom, ali pa z nečim višjim, nematerialnim. Je v bistvu v sklopu nekih organiziranih religij in zdaj vi tudi vodite, kot smo prej govorili, te delavnice, pa imate mojstre v svojem, Se pravi, tukaj tudi obstaja neka nevarnost tega sledenja, verjetno. Na začetku, oziroma kar dolg začetek, dejansko vključuje organizirane neke prakse, ampak še vedno vsak jo dela sam. Se pravi, če meni mojster pokaže formo, jo delam sama, napredujem na podlagi svojih lastnih sposobnosti, mi bo prej pokazal neko drugo, takrat, ko so še vsi drugi pripravljeni. Zakaj zdaj, da odgovorim na vaše vprašanje, zakaj je tako veliko ljudi v organiziranih oblikah religije, ker pač že sama po sebi meni, da je organizirana oblika, je to, da ljudje ves čas iščemo neko varnost, neko občutek pripadnosti. Pripadati je tisto, kar človeka pravzaprav po eni strani sprosti in pomiri. Tukaj pri teh duhovnih tradicijah, ali bo to budizem, ali bo taoizem, na neki točki potem se ločiš, ker mojster ti tudi po določenih letih, zdaj pa to je to. Naučil sem te, kar sem te imel, zdaj pa pojdi. In potem pravzaprav raziskuješ, kaj je tisto, kamor tebe, bi rekli, srce oziroma duh povleče, ali je, da greš bolj raziskovati, morda, ne vem, nekdo bo šel bolj se ukvarjati z veščinami meča, drugi čigonga, tretji taijija, nekdo se je poglobil bolj v notranje prakse gonga in tako naprej. Tako da pol se poti čisto pravzaprav razdelijo. Zakaj pa mislite, ali pa če v Lao Tziju govoriva, zakaj je bil ta spis spisan, pa kaj vemo o tem človeku? Da, zdaj kaj vemo. Lahko povem samo to, kar sem prebrala, pa še to je v bistvu zelo malo, kar je zapisano. Pač ena zgodba je, da je bil arhivar, toliko, da je lahko bil odmaknjen od vseh, pa še vedno. Kaj točno to pomeni? Kako mislite? Arhivar. V arhivu je delal. Aha, arhive je urejal. Tako. Spise neke pa. Tako. Se pravi, še vedno dost sam za sebe, da ga noben ni motil. Ampak ljudje so opazili, da v bistvu je zelo drugačen, da zelo sije, da je zelo moder. In v bistvu, ko je, če se prav spomnim, zapuščal na provinco, da mu je en gospod tam rekel, da bi bilo pa fino, da
napiše te svoje modrosti in potem je v bistvu spisal Dao De Jing in potem ga v bistvu niso več videli. Tako da ni veliko zapisanega, tako da mnogi sploh dvomijo, da je sploh obstajal. Tako da. Samo nekdo je spisal to, ali mislite, da je več oseb? Nekateri pravijo, da so določena poglavja v bistvu malo drugače vibrirajo. Ampak bi rekla, da v bistvu življenje tudi ni celotno v isti vibraciji, tako da tudi določena poglavja, kako bi rekla, so malo bolj filozofska, ena so zelo praktična, ena so tako ezoterična, da jih malo težje človek takoj razume in ni tako čtivo, da bi bilo v bistvu, da bi vsak dan bral eno poglavje, ampak prebereš eno in v bistvu rabiš nekaj časa. 2 leti razmišljaš. Tako, in se v bistvu spreminja razumevanje. Danes ga razumem tako, čez pol leta, ko se še vmes zgodijo kakšne stvari, dobi dodatno uporabno vrednost določen verz. Tako da ja. Nekje sem slišal, pa ne vem, če drži, da je bil namen to spisati kot nek priročnik za vodje. Za ljudi, ki vodijo, a so vladarji, cesarji in podobno. Ker dosti poglavij, kakor se spomnim, ker sem bral, napada to idejo tega, kaj pomeni biti odgovoren vodja ali pa nekdo, komu ljudje sledijo. Ne vem pa, če je to res, sej. Da, mislim, tako težko se pogovarjamo o tem, kaj je imel tisti človek, ki je pisal knjigo, v bistvu misli. Če pomislim na Prešerna, mi smo si marsikaj izmislili, kaj on mislil. Morda ni nič mislil. Tako da zelo se ne rada ukvarjam z idejo, kaj je kdo, ker nekako probam biti tukaj in zdaj, koliko gre. Še sama včasih ne vem, kaj sem mislil v tistem trenutku za 10 let nazaj. Ja, razumem. Ampak to, kar ste vi omenili, se pravi za vodje, se mi zdi, da družba vodje razume samo v tem nekem konceptu poslovnega sveta. Ali pa sveta, politike, tako. Ampak si tudi poglavar družine oziroma vodja svoje družine. Tako da v bistvu vodja je tudi oče v familiji oziroma mati oziroma oba. Tako da ne jemljem tega koncepta tako v bistvu ozko, v bistvu dosti širše, ker smo mi v bistvu se pripadamo raznim skupinam. In lahko smo vsak dan postavljeni v vlogo vodenja nečesa, vodenja samega sebe v končni fazi. To. Kako se pa vi, Anita, prišli v stik s to energijo? Kako sem prišla v stik? Verjetno je trajalo to kar nekaj časa. Se je dogajalo na nevidni sferi. Da so se kocke zložile tako, da sem prišla do tistega momenta, ko sem rekla, ok, zdaj bi se pa temu priključila. Se pravi, od malega so mi bili recimo fini filmi borilnih veščin. To sem bila zaljubljena, vse to sem gledala. Vzhodnjaški? Da. In seveda v enem malem kraju, kot je Črnomelj, iz katerega prihajam, ni možnosti za, vsaj takrat ni bilo, da bi karkoli od tega treniral, sprobal, videl. In potem, ko pridem v Ljubljano na študij, skozi eno okno vidim, da trenirajo tai chi, tako, kako je to fino, kakšna poezija je to, ampak Kaj pa je to? Tai chi? Tai chi. Tai chi, ok. Da, rečemo tai chi, Lao Tzu, malo drugačna izgovorjava je. In se mi je zdelo takrat, jaz sem prestara za to.
ker seveda nosiš ta koncept v glavi, da stvari moraš začeti trenirati, ko si star 4-5 let. In potem še vedno neko obotavljanje, da bi pristopila k temu. In se vmes ukvarjam seveda z drugimi športi, treniram in se poškodujem. Potrgam si kolenske vezi, rehabilitacija seveda traja kar precej časa. Takrat sem se bila pripravljala na Ljubljanski maraton. In seveda se to ustavi. Še dobro, da se je. In potem se je zgodilo, da sem šla mimo ene šole in vidim, da vadijo tai chi. No, morda je pa zdaj čas. In sem šla in potem se je v bistvu pravzaprav začelo. In tai chi oziroma tai chi in dao yoga in qigong in prakse spolne kultivacije, I Ching in vse pač veščine, ki pašejo v taoistično tradicijo. Takrat me je v bistvu kar posrkalo naenkrat vse, ker sem se počutila končno, da sem doma, da vse to, kar berem, slišim, vidim, da je to, kar pravzaprav sem nekako čutila ves čas, da je res, ampak v današnji družbi, ki govori nasprotno, se potem nekako ne počutiš, da je to res, kar ti čutiš, da je. Se pravi, moraš biti najhitrejši, najmočnejši, najbolj glasen, vse te stvari. In v tem se nikdar nisem počutila dobrodošlo. Se mi je zdelo, da moram postati to in bolj se trudiš, v bistvu vidiš, da greš kontra sebi. In na neki točki te življenje ustavi, te usmeri na tisto pot, na katero ti moraš iti. Da vidiš, da pravzaprav ta moč nežnosti in mehkobe in vrlin je tista prava. Ja, jaz sem zelo blizu mi je koncept, ki tudi izhaja iz tukaj. Mislim, da je tukaj eno poglavje o tem. Wu-wei se reče. Wu-wei. A lahko malo ta koncept razloživa? Dajmo. Se pravi, wei wu-wei. Se pravi, da delujemo brez delovanja. Kaj to pomeni? Nekdo, ki to prvič sliši, je... Super, ne rabim nič delati. To je največkrat odziv. A pol se lahko uležem, pa počakam, da se vse zgodi. Ne gre za to. In tudi je prakticiranje tega, bi rekla, moram reči koncept, v bistvu stanja duha, v katerem se zopet znajdeš. Ne gre samo preko uma, zdaj bom pa samo treniral ker ti potem telo na neki točki ne sledi več. Tako da vidim pravzaprav to kot skupek treninga telesa, duha in uma oziroma uma in potem posledično tudi duh se nacentrira in aktivira in zbudi. In potem, ko je to dovolj, ko je duh dovolj močen, pravzaprav ni dosti oziroma skoraj nič razmišljanja, kako nekaj moram narediti, zakaj nekaj moram narediti, zakaj nekomu pomagam in pri tem čisto nič ne pomislim, ali mi to škodi, ali mi to ne škodi. Enostavno duh ve, kaj je prav. Tako da je v bistvu to kar malo težko razložiti večini populacije, ne da bi zdaj htela žaliti, ampak naš duh je največkrat zaspan. Se pravi, najbolj se kali v situacijah, ki so neprijetne. Skozi močne treninge, skozi neudobje, da nam ni vedno toplo, da nam nimamo vedno pri roki vsak trenutek za jest pa za pit. Se pravi, takrat ratamo bolj okretni in živi.
In v bistvu v tem današnjem svetu, kako mi živimo, da je vse na tipko, da se gremo hišo, preden pridemo v njo, da ne rabimo iti nasekati drva, da ne rabimo iti po vodo, da se školjka greje, na katero se usedemo. Tukaj duh ne more pač oživeti. Ali težje oživi, ali ne more? Kaj bi bilo bolj točno? Ja, tukaj zdaj igram besed, ampak v vsakem primeru on ni močnejši. Je tisti, ki je močnejši v tem primeru. In pač išče razloge, šteje, kje je česa več, zakaj bi bilo to boljše, ker bom tu pridobil to. Tu je več časa, če naredim tako. V bistvu te kalkulacije, ko so prisotne, pač duh potem enostavno bolj spi. Kako pa bi lahko rešili to težavo tega pretiranega prizadevanja za nekaj, a ne? V povezavi s temi duhovnimi praksami, ne? Ker preden gremo v neko tako stvar, verjetno pogostokrat se zgodi, da razmišlja o tem, kaj bom pa tukaj zame, a ne? Kako se bom pa tukaj izboljšal. Grem na Qigong, ali pa zdaj poslušam ta pogovor, zelo mi je všeč to, ne, všeč mi je, kar govori. Jaz bom šel k njej, zato da bom boljš, a ne, da bom nekaj pridobil, ne. Da. Ker tukaj je, zato sem tudi to vprašanje postavil, ne, a ni mogoče doseči teh stanj, če je prisotno udobje? Ali je možno, pa je vse samo na bazi tega duha, ki sva govorila, pa ni toliko v odražanju navzven, a ne? A zdaj z meči, jaz znam nekaj delam Qigong vaje. A je to toliko pomembno? Ker tukaj pa je ta zen budizem, a ne, kako ga jaz razumem, a ne, ali pa sem ga razumel, je glih to, ne, da ni toliko pomembno, če je stanje duha pravo, ne. Ni pomembno sedeti, a ne. Čeprav je najbolj pomembno. Se pravi, seveda vi lahko skozi tiho sedenje, mi rečemo meditaciji, bolj kot ne tiho sedenje, dosežete, da je valjda duh buden. In to tudi sama tukaj počnem in moram početi, ker seveda živim zelo udobno. Ampak vidim, da moj duh najbolj oživi, je najbolj močen, ko sem zunaj. Ko treniram zunaj, ko nimam udobja, ko je malo zebe, ko se moram kaj spomniti. Ko si zavestno dajete v take situacije. Ja, mislim, doskrat, recimo, letos sem začela šele s 1. decembrom, sem kurjavo prižgala, da je v stanovanju bolj hladno, da sem toliko bolj pozorna na dihanje, da se mi spodnji del trebuha greje, se pravi spodnji dantien, bom vmes naredila večkrat kako vajo za moč, in v bistvu v tem stanju ostajam bistveno bolj pripravljena. Tako da, razlika morda z nekimi drugimi tradicijami duhovnimi, recimo taoizem, je vedno zagovarjal, da mora biti prisotno gibanje, zaradi tega so tudi razvili vse te gibalne veščine, tai chi, qigong, xin yi, potem meč, bagua in vse ostalo, ker so verjeli, da telo mora ostati močno, če želimo svojega duha kultivirati. Spravi, samo sedenje bo naredilo telo bolj šibko in dejansko tak pepelnat duh, nekje se začneš zgubljati. In zaradi tega so videli pač to pomembnost treniranja tako telesa kot uma. Kako pa izgleda vaš dan, če so vse te prakse umeščene v njega? Meni izgleda zelo normalno. Ja. Se pravi, verjetno vas zanima, kdaj se zbujam. Od začetka, seveda. Ja.
odvisno od letnega časa, ampak lahko rečem tam nekje od 3. do najkasneje 5. Je zbujanje. In seveda to je odvisno od letnega časa, od tega tudi kako Pa to ne pomeni popoldne, ne? Samo to, ja. To je zjutraj. Zjutraj. Od 3 do 5 popoldne. Ja, morda se kdo tudi zbuja ob 3. Zagotovo. popoldan. Zagotovo se. Ja, med 3. in 5. zjutraj, ampak se pravim, razpon tak, ker je odvisno seveda od letnega časa, ker poleti, ko se tudi sonce prej vstane, se moj duh tudi malo prej aktivira in odvisno seveda, kako intenzivne in količinsko, koliko pač praks uspem v določenem času koncentrirano narediti. In če tega več, pravi, potem se zbujam prej, tudi tam nekje 3:10, 3:15. Najkasneje recimo po zimi 5, tudi morda kakih 10-15 minut čez, če so dnevi zahtevni v smislu dela, da je tega dosti. In potem delam prakse, se pravi običajno najprej invokacije, oziroma morda še prej seveda opravljanje nujne jutranje potrebe. Najprej to bom spila kozarec bolj tople vode s kako limono in potem se bom usedla in odrecitirala invokacije. Se pravi, to so po domače oziroma v prevodu bi rekli temu priklic, se pravi, da so te verzi oziroma kot pesmice sestavljene tako, da v bistvu prikličujejo bolj visoko, višjo duhovno vibracijo okrog tebe oziroma energije. In tega potem tudi kako začutim, včasih 15 minut, včasih pol ure. In tudi ena izmed teh stvari, teh invokacij so tudi recimo očiščenja, ki jih delaš pravzaprav zato, da se energije znotraj tebe najprej fino očistijo, skalibrirajo, preden greš krožiti z energijo, skozi vadbe. Potem meditacija, včasih delam to dinamično obliko meditacije, ki vključuje različne gibe z rokami, se pravi določene vzorce znotraj sebe energetsko nastavljamo in postavljamo. In pa tiho sedenje, se pravi tukaj samo sediš, dihaš v določeno točko v telesu. In potem, ko pravim te sedeče stvari, grem na gibalne, se pravi qigong, in na koncu bolj tiste, ki so malo bolj dinamične, se pravi tai chi, se pravi zjutraj običajno. Grejo prakse tako, da greš od najbolj mirnih, sedečih k tistih najbolj aktivnim. In to se zunaj dela? Ali samo te zadnje? Te zadnje v bistvu delam poleti, oziroma ko se otopli zunaj. Pa tudi zdaj recimo v nedeljo smo imeli zunaj trening, ne glede na to, koliko je hladno. Imamo trening z mečem in to običajno tudi traja 5-6 ur. Tudi sedimo recimo v snegu in malo pomeditiramo, ko pač se ljudje naučijo dovolj segreti telo. In po praksah je zajtrk, ki ga nekako probam zaključiti do 9, se pravi, dokler je aktiven meridian želodca. Ker so takrat njegove uradne ure in je v bistvu fino, da dobi hrano, da jo predela, razdrobi, da potem dobi vranica, ki nastopi med 9 in 11 uro dopoldan, da iz hrane naredi primerna hranila, ki jih pošlje naprej po telesu. To iz kitajske medicine je dosti izvedno. Ja. Da. Tako da se nekako teh ur držim in nič potem je delo.
sem normalno zaposlena. In potem je to do 4, 5, 6. In potem so nekaj časa malega za mene, in potem so vadbe za ostale, ko poučujem. In potem morda še po teh večernih vadbah še nekaj pol ure za mene, da se uredim, še morda kako prakso naredim in do 10 najkasneje tudi spim. Ja. Vmes seveda, ko rabim, naredim še kako energetsko, kratko boost vajo, da se kaj umiri, odvisno. Življenje se vsakemu ves čas dogaja, tudi nepredvidene stvari, tako da ja, če vidim, da se energija malo bolj aktivira, da je malo preveč ognjena, da čutim, da se hoče telo vznemiriti, potem vem, kaj je pač za narediti, kljub temu, da sem ves čas pozorna na dihanje. Ali pa tudi so pač dnevi, ko je kak seminar, ko govoriš 4-5 ur v eno ali pa še več. Tako da je pač potrebno takrat še kaj drugega narediti. Zelišča kitajska uporabljam, ki pravzaprav vplivajo na to, da čim manj energije zgubiš, da nahranim yin, če vidim, da se je yang energija preveč aktivirala, ali pa če bil trening preintenziven, da nahranim potem to yin energijo in tako da nekako ves čas probam spremljati, kaj se dogaja. Ja, hvala za to, no. Kaj pa pomeni to balansiranje teh dveh energij, yin pa yang? Kako se to znotraj čuti? Kaj se to mislil točno? Kaj smo mislili? Da, upam, da me bojo poslušalci razumeli. Se pravi, v taoistični oziroma kitajski tradiciji je ena izmed pomembnih teorij teorija yina in yanga. Se pravi, morda čisto od začetka, da lažje pridemo do teh vsakodnevnih opazovanj v svojem telesu. Gre za to, da recimo v yin kategorijo običajno uvrščamo vse tisto, kar je bolj mehko, nežno, vlažno, se pravi noč spada pod yin, dan spada pod yang, črno. Recimo vi ste zdaj oblečeni v črno, yin, Anita oblečena v belo, kot da bi se dogovorili. Se pravi v yang, čeprav je recimo yang tisto, kar pripada moškemu aspektu, in yin tisto, kar štejemo kot ženski aspekt. Se pravi, črna je ženski aspekt oziroma yin, ne? Da. In potem pač ljudje dostikrat rečejo, črno oziroma yin je slabo, ker je pač povezano z nočjo, pa s težkimi. Ne gre, da bi stvari na ta način delili, ampak gre za kvaliteto energije. Se pravi, kvaliteta. Ni morala, se pravi, ni... Da, mislim, seveda lahko vse opredelimo, karkoli obstaja na yin in yang, ampak odvisno od tega, kar je zraven njega. Se pravi, če zraven sebe postavim neko drugo žensko, bo morda v primerjavi z mano ona bolj yin ali bolj yang. In če zraven vas postavim nekega drugega moškega, bo on lahko bistveno bolj yang, če bo recimo, če bolj glasen, če bolj aktiven, se zelo glasno smeje, to so pač te yang kvalitete. Yin pa da je spremajoče, nežno, bolj poslušno, mehko, da ne vas čas kontrira. Se pravi, to so potem prenesli tudi na sistem zdravja, tudi to teorijo. In se pravi, yin bojo znotraj nas vse tekočine, se pravi kri, hormoni,
Yang pa dejansko naše ogrodje in recimo tudi toplina oziroma vročina znotraj nas bo yang, to, da je bolj hladno, je yin. In recimo čez dan, če začutim, da se mi več take vročine dvigne v telesu. Se pravi, če bi imela, recimo brez heca, včasih se zgodi, da imam 30 plus klicev. Pač vsaki klic je treba sprejeti, odposlušati, odgovoriti, najti rešitev in seveda še vsi SMS-i in vse ostalo. In to zahteva določeno pozornost in tudi tipkanje, recimo, ki vznemiri na nek način našega duha. Pač pisanje z svinčnikom oziroma z kemičnim svinčnikom nikoli ne moreš tako pisati, da te vznemiri. Tipkanje SMS-ov seveda to naredi. Vse sama pri sebi sem opazila, da recimo to je nekaj, kar mi ni najbolj blizu, raje pokličem, pa se zmenim, kot da tipkam. In ko je tega recimo veliko enih obveznosti, dolg seznam, kaj je še vse danes potrebno narediti, vidim, da je aktivni del, se pravi yang, je bil bistveno bolj aktiven danes kot yin. Je šlo, več je bilo tega. Če vzamem kot celoto 100%, 50 naj bi bilo yina, 50 yanga. In že s tem, da se zjutraj pripravim za dan, da si skuham zajtrk, da je vse to na dnevnem redu. Pravzaprav se vidi, da je bistveno več yang aktivnosti kot yin, se pravi niso v ravnotežju. In to potem tudi se čuti na telesu. Sebi, če mora biti še kakšna vožnja nekam, gužve, zamujaš, se pravi vse to seveda vpliva na našo notranjo energijo. In potem to nekako izravnavam, se pravi različne vadbe, da bom bolj aktivirala parasimpatični živčni sistem, da se vse skupaj umiri, da ta yang živčni sistem nekako se umiri, pa se yin dvigne. Od tega, da zelišča, ki so bolj yin, da si njih skuham, pa seveda dihanje. To bi rekla, da je najbolj pomembna stvar. Pozornost na dihanje. Vsi mi dihamo, seveda. Dihanje je zelo pomembno, se strinjam. Če ne bi dihali, nas ne bi bilo več tukaj, ampak da, to pozorno dihanje, da pravzaprav probamo v vsakem trenutku, ali si vežemo vezalke na čevljih, ali mečem vrečko z odpadki v kontejner, da tudi v tistem zamahu ne zamudim tega, ki je dih. Se pravi, na ta način pravzaprav duh ostaja zelo pozoren. Rečemo mi, da duh potuje z dihom. In če je naš dih vznemirjen, je tudi naša kri vznemirjena, energija vznemirjena in pravzaprav na končni fazi duh. In potem delamo neoptimalnost. Neumnost. Zakaj pa je pozornost pomembna? Tok. A ni? Morda, ne vem, sprašujem. Pa rekla bi, da verjetno za vsakega posameznika različno, odvisno, kaj želimo v življenju. Se pravi, če želimo to svojo energijo kultivirati, potem je pomembno. Ker kakor hitro nismo pozorni, se zgodijo stvari, ki nas presenetijo. Se pravzaprav nočemo, da nas karkoli šokira. In ves čas, ko smo pozorni na dih, se stvar zgodi, ampak nas ne pretrese, nas ne šokira. To, se pravi, za nekoga, ki je aspirant potem, da svojo življenjsko energijo kultivira. Zdaj, zakaj je to spet pomembno, lahko vprašanje. Se pravi, če želimo na vsakem nivoju postajati
boljši človek, pa upam, da zdaj to nekoga ne zmoti, ker si lahko takoj misli. Zdaj nisem dovolj dober. Vsi smo mi načeloma perfektna bitja, ampak potencial, ki ga vsak od nas nosi, pa zagotovo nismo do konca razkrili. In verjamem, da vsak niti nima želje po tem. In je to čisto v redu. Ker verjamem, da je nekomu zelo naporno poslušati o duhovnosti, pa so recimo zelo ozaveščeni ljudje. In se mi zdi, da ta beseda zna ljudem postajati že malo moteča. Duhovnost. Da, ker se mi zdi, da pa tudi sama je zelo nerada uporabljam. Če mi nekdo reče, ti se ukvarjaš z duhovnostjo, tako pa ne vem, kako se lahko ukvarjaš z življenjem. Ta duhovnostjo, kje je zdaj ta duhovnost? Ukvarjam se lahko samo z svojimi notranjimi energijami, s tem, kako bom vsak dan poskušala nekaj umsko izboljšati pri sebi, fizično, ampak duh se bo pa odzival na to. Se pravi, vsaj v taoizmu nekako gledamo, da duhovnost je samo vsakodnevno življenje. Kako ga najboljše izpeljem v vsakem trenutku. Zdaj pa, da grem nekam in se ukvarjam z duhovnostjo, je to v bistvu nekaj potem ločenega od mene. Se pravi, vse, kar počnem. Še vedno je del življenja. Ne more biti ne del. Ker duh je, če ga ni v meni, sem mrtva. Se pravi, dokler sem živa, je duh v meni. Zdaj, koliko se bom ja ukvarjala z njim, nikdar se neposredno morda ne ukvarjam z duhom. Zdaj bomo pa mi dva duh delala to in to. Delamo vaje za telo, za neko fizično moč, delam qigong za to, da se energija prečisti, pa da se napolni, pa da se meridiani aktivirajo, pa se določene točke, ki se imenuje tudi recimo točke duha, aktivirajo. In s tem, ko bom ja svojo energijo napolnila, da je bo v telesu več, s tem se bo tudi duh aktiviral in se bo tudi on bolj, bi rekla, odzival. Se pravi, morda za razumevanje tega, ali že posegam preveč v drugo smer. Ne, super je. Se pravi, 3 kvalitete ene in iste energije v nas. Ena je najbolj fizična oblika, jing, in njo bi recimo lahko pri moških razumeli kot semenčesa, spermije. Pri ženskah to je bolj kri, jajčeca. Ja? Se pravi, to je najbolj groba fizična oblika energije v nas. Se pravi, več je džinga, to je nekaj, kar je dota naših staršev. Se pravi, v stanju, kakšnem so oni nas počeli, in če so oni imeli takrat veliko zalogo energije, da so to bili močni ljudje, močne kosti, glasni, sposobni. Se pravi, bomo rekli, da so imeli veliko džinga. Če so to še vedno naredili, se pravi, spočeli otroka v nekih doglednih letih, da ni bilo to prepozno, se pravi, je njihov džing bil na dovolj visokem nivoju. In ta dota se prenese na nas. Se pravi, to je to, kar smo mi dobili od staršev. Če je tega dovolj, je tudi našega čija več. Se pravi, či je že bolj subtilna oblika džinga. In če mi delamo na tem džingu, da ga dobesedno tudi po eni strani povečujemo, se pravi, za navadne
za recimo kitajsko medicino kot tako, bo rekli, džing se ne more spremeniti v glavnem. Z notranjimi praksami alkimije, se pravi tudi džing dejansko povečujemo. In če mi ta džing primerno aktiviramo, vadimo, se pravi se količina energije oziroma čija znotraj nas povečuje. Ko je ta dovolj močna, se pa potem hrani duh naprej. In dejansko gre za eno in isto energijo v različnih stanjih. Od najbolj grobe do malo bolj subtilne, do potem dejansko svetlobe. In z vsemi temi praksami se točno to dogaja? Ali? Da. Aha. Zakaj pa so različne prakse, pa kaj, a imajo kakšen drug svoj namen, pa prej ste omenili spolnost recimo, pa zdaj sva tudi malo se tega dotaknila. Da, zakaj bi v bistvu počeli vse to, oziroma če dovolj delati eno. Se pravi, vsi mi imamo zelo različna izhodiščna stanja. Nekdo pride zelo bolan. Nekdo, ki je recimo zdrav, da je njegovo telo dovolj močno, sposobno, ne bo porabil toliko časa, da doseže tisto nulo, se pravi, da izboljša zdravje. Ker recimo še ena taka stvar, da duhovnost je najvišji izraz zdravja. Se pravi, na začetku, ko pridemo oziroma se želimo ukvarjati s tovrstnimi veščinami, je najprej potrebno telo popolnoma sprostiti in omehčati. Se pravi, tudi če se sama sebe spomnim, prej sem se ukvarjala z različnimi stvarmi. Pa je bil to tek, pa je bilo kolesarjenje, pa je bila capoeira, pa je bila joga, skratka. In sem bila kar natrenirana, telo je bilo natrenirano, mišice, moč, skratka, vse kao štima. In pridem na te veščine in kot da ne bi nikdar nič delala. Se pravi, potrebna je ta mehkoba, ker mi smo po vseh teh drugih veščinah, mišice prevladujejo, so zategnjene, ker jih treniramo tako, da so zategnjene. In vse, kar je trdo, skozi ne teče čiji, tako kot bi moral. Sprav nekem blokade so ali pa zategnjenost. Tako. In v bistvu je skozi proces potrebno vse to sprostiti, da se čisto omehča. In potem, se pravi, tudi če bi pri tai džiju držala prste trdo, dejansko blokiram, da čiji ne teče. Se pravi, mora biti dovolj mehko, ampak ne uvelo. Tako da bi recimo rokavice gumijaste napolnila z vodo, se pravi, so polne, niso pa napete. In se pravi, skozi ta proces vse te zategnjenosti, vse te ovire v telesu, te stagnacije treba sprostiti. In to se pravzaprav doseže z gibalnimi veščinami. Se pravi, qigong, tai chi, odvisno kaj kdo rabi, nekdo, ki je izredno ognjena narave, ki bi skozi samo nekaj počel, recimo tudi malo bolj agresiven, bomo jo najprej dali recimo zadelati veščino lahko sin yi, ki je izredno bolj, bi rekla, ognjevita, da skozi to ta svoj ogenj malo sprostijo, tako, in potem grejo na te malo bolj vodne veščine. In skozi to se pravzaprav tudi začne umirjati, in ko je on bolj miren, smo sploh sposobni se usesti malo v meditacijo, ker mi, če nekoga čisto na začetku postavimo, reče, jaz bi pa meditiral, marsikdo se kdo oglasi in reče, da bi se oni učili meditirati. Ja. In to na začetku res ne priporočam, ker se usedejo in je tako aktiven, da od te meditacije nimajo nič. Zelo malo, zelo malo. In v teh primerih imamo pač mi razvite tudi stoječe meditacije. Se pravi, da vsaj telo dela. V hoji? Ne, prav stoje, v različnih pozah. Tako da, in potem različne te stvari kombiniramo. Včasih imamo dan, ko lahko začnemo meditirati, pa vidimo, da vseeno preaktiven, ne glede na
vso prakso oziroma leta meditacije. Ok, bom odstala ali bom pač naredila več tai-čija, da se umiri, da se telo malo bolj aktivira, da pravzaprav prilagajaš tudi samemu letnemu času, dnevu, kakšno pač energijo ima. Tako da recimo po zimi sigurno več meditacije, poleti več gibanja, ne bo pasalo toliko meditirati, ker je že energija sama zunaj, preveč obrnjena navzven, preveč aktivna. Tako da, izbira, kreativnost. In to je ena izmed, mislim, da sem tudi v tem priročniku napisala ali narisala, ena temeljnih sestavin je tudi ta kreativnost. In zaradi tega so tudi taoisti razvili razne veščine, od teh gibalnih, ki sem jih naštela, do potem pitja čaja, kaligrafije. Se pravi, pomembno je, da naš duh ostaja živ in če mu ves čas ponujamo samo eno in isto. Tako da rečem ljudem, mislim, če vsak dan jem golaž, se malo naveličam. Tako da isto, če bi vsak dan delala samo eno vrsto qigonga in še to mnogo let, enostavno en del telesa, en del uma in duha malo zaspi. In zaradi tega je bilo toliko različnih, ker vsak ima pač neko svojo kvaliteto, neko svojo vrednost. Je mogoče so tukaj različni, se so različni pogledi, ampak jaz tukaj vidim mogoče, kar tudi opažam pri sebi ali pa drugih, da ima izredno rad raznolikost, izredno rad novitete, pa izredno rad pobegne, ko ena stvar postane neprijetna. Se vem, da niste tega tako mislili, ampak vsem sem to tematiko odprl. Prej ste rekli, človek se usede v meditacijo, podivja, ker ni navajen mogoče tišine, ni navajen tega, da je toliko malo stimulansov na voljo in se nič ne dogaja in se začne sam zabavati, ker je navajen teh frekvenc. Da. In zdaj jaz vidim vrednost tega, da vseeno počakam tam s tem in se to samo kot neka usedlina poleže. S časoma, s potrpežljivostjo, s pozornostjo počasi. Zdaj, če jaz takrat vstanem pa rečem, ne morem meditirati, ker divja, jaz moram nekaj drugega delati, se lahko zgodi, da bo v novi aktivnosti postalo na nek drug način neprijetno in bom spet zamenjal. In potem, saj danes to vidim, ker sva se duhovnosti dotaknila, da se točno to dogaja z nami na zahodu, ker imamo bife raznolike hrane in vse pomal probamo in ko rata neprijetno, to ni zame, bom drugo stvar in potem celo življenje samo različne knjige, različne mojstre, različne metodologije. In jaz mislim, trenutno tako verjamem, da sploh ni pomembno, katera metoda, samo da se eni predaš. In predaja je možna v čemerkoli. Tako, dostikrat se neko tekmovanje vzpostavlja, ta metoda je boljša zaradi tega, ta je zaradi tega, moja joga je boljša, tvoja je slabša. Jaz trenutno res verjamem, da je vseeno, sam da skočiš nekam in popolnoma daš svoje srce temu. In to je lahko meč ali pa sedenje v tišini ali pa karkoli. Da. Lahko se strinjam, pa verjetno zdaj, ko bom povedala ta svoj pogled, se pravi to, kar vi govorite, lahko velja za ljudi, ki recimo že nekaj časa prakticirajo in vejo, da ko pride do tega stanja, da zdaj ne morem, res bi to, da takrat ne popustimo temu svojemu umu, ampak ustrajamo in tudi če traja pač tisti dan, da se umiri najprej 1 uro, pač ustrajam, ampak potem me čaka nekaj lepega znotraj te meditacije. S tem se popolnoma strinjam in je res.
Je pa to, oziroma ne more veljati za ljudi, ki pridejo celi zategnjeni na začetku in da jih silim, da sedijo 1 uro v lotus položaju, ker jih vse boli. Ja. In tam, kjer je bolečina, potem je naša pozornost odvzeta in ves čas beži k tisti bolečini. In zaradi tega recimo te veščine, taoistične, ta raznolikost, ravno zato, da se telo odpira, da ni teh bolečin potem, ko se usedejo v meditacijo, ker je pomembno, da se mi v meditaciji ne rabimo ukvarjati z nobeno bolečino. Zakaj? Zakaj pa ne? Ne, sprašujem, zakaj je pomembno, da se ne ukvarjamo z nekim dražljajem, ki pač obstaja tisti trenutek? Ker mi gremo to zrihtati na drug način. Okay. Se pravi, če vem, da je neka stagnacija tam, bom šla delati raje qigong, ker mi bo te meridiane to pot odprl, ali pa pač pošljem nekoga, da gre na akupunkturo, če ima tako težavo, recimo z hrbtom, izmaknjen disk, da tudi težko sedi, da ga vse boli. Ne vidim takrat potrebe vztrajati v tem nekem ekstremu, ker bo rodil nek drug ekstrem. Se pravi, če obstaja možnost, da se to naredi na mehko in da je ta prehod bolj nežen, se poslužujemo tega, ker mi smo načeloma tako, pa tudi zdi se mi, da je veliko skritega v prehodih v življenju, največ. Se pravi, kako se bom ustala, kako bom ta kozarec peljala do svojih ust, kako ga bom odložila. Se pravi, te prehodi, na katere v bistvu smo najmanjkrat pozorni. Pa ne samo to, kar skozi dan počnem, ampak že sami zaključki nečesa. Ali bo nekega delovnega razmerja, ali se bo to zgodilo na grob način, da bomo neko organizacijo zapustili v kričanju in zameri, do nekega partnerskega odnosa, ko stvar lahko se lepo izteče z nekim razumevanjem, ali se pa grdo gledamo potem še naslednjih 10-20 let, ali se pa sploh ne gledamo. Tako da te prehodi so pomembni, nekako kultiviramo to mehkobo in nežnost, če se pač da. In če človek utrujen, takrat, ko sedi, nač malo se vlezi, ker se mu lahko zameri. Začetnikom se lahko zameri, če je bolečina prisotna, ker so načeloma prišli zaradi tega, ker jih nekaj boli. In če jih potem silim, da jih še bolj boli, jih doživijo zamero in se spomin te bolečine še globje shrani. In potem nimajo volja nič več probati. Teda je pomembno, da božajte svoje koleno, naporno je, vležite se, malo se zmasirajte, počasi in morda po 10 letih ta človek lahko počne stvari, ki jih ne more 25-letnik početi. Teda tak je nekak ta naša razumem, filozofija. Se tukaj je tudi verjetno pomembno to razumevanje ravnovesja teh dveh sil, popolne vztrajnosti pa tega duha bojevnika, ne? Da. Pa po drugi strani nežnega ljubimca. Da. In eno brez drugega jaz vidim, da ne gre, ne? Ker jaz sem bolj zagovarjal zdaj ta del bojevnika, vi ste bolj tega ljubimca. Normalno, vi ste moški. Verjetno je to tudi prispeva k temu, ne? Ampak jaz sem videl pri sebi, pa pri mojemu umu, da če mu damo neko olajševalno okoliščino, jo bo vzel, ne? In še tako, ko ste vi lepo vse to povedali, meni je to zelo smiselno, jaz bi tam malo ležal, malo bi se masiral, pa mi ne bi bilo prijetno ležati, pa bi vstal, ne? Ampak sem pa dobil te neke vrednosti v ekstremih neprijetnosti, ampak to je spet moja izkušnja bila. In ni za vse to smiselno. Da, mislim, tako kot sem rekla na začetku, pač vsak ima res svojo pot. Pač tukaj ne pridejo na vadbe ljudje, ki bi bili stari samo pač 25 let in res športno pripravljeni, ampak ljudje, ki so si običajno zelo močno načeli
svoje telo, in potem je treba najprej to popraviti. In v bistvu skozi cel ta proces mnogih let lahko recimo vidim, da je zelo pomembno, da se ljudje naučijo sproščenosti. In to ni tako samoumevno. Se nam zdi, pa sej so sproščeni. Ampak to, da nimajo težave se pred tabo uležt, pa reči, da jih boli, pa da ni nič narobe, če počivajo popoldan, ker itak pač v državi naši je bilo tako, da če greš popoldan spat, nisi nič vreden, in polno enih teh vzorcev, konceptov ljudje nosijo, in vse to razbiti, koncepte, v bistvu taoizem se v veliki meri oziroma večina pač duhovnih tradicij ukvarja ravno s tem, da te iluzije poseka, te koncepte razblini. In niso samo gibalne veščine, ampak pravim to, da prepoznaš duha posameznika, njegovo stisko, če vidiš, da nekdo res pretirava, ne morem, vidim, da moraš, daj še malo, Če pa vidiš nekoga, da se res trudi, pa se matra, da izprosti se, okej, ne rabiš vse nositi v življenju. In to, ko ga razbremeni, pol tak človek v bistvu dobi voljo, se nekaj znotraj njega še dodatno sprosti. Tako da v bistvu je treba vsakega duha posebej nagovoriti. In to mislim, da sem tudi zelo na kratko sicer opisala v tej knjigici. Ljudje grejo recimo k različnim zdravnikom, tudi kitajskim zdravnikom, pa ne vsak uspe vsakemu pomagati. In zdravilci oziroma zdravniki se med sabo razlikujejo ravno v tem, da duh tega zdravnika oziroma zdravilca je tisti, ki lahko pozdravi duha tega pacienta. Ker vidi, kaj je tisto, kar mu manjka, morda mu manjka nege, morda mu manjka tega, da nekdo za njega skrbi v življenju. In morda zna samo tako energijo spustiti do tega človeka in se v bistvu ta človek skozi eno tako preprosto stvar zna počutiti boljše. Ker večina pač zdravi z umom. In ne more pozdraviti uma. Tako je pač moja izkušnja. Kaj pa te vaš mojster ali pa vaši mojstri? Ne vem, kakšna je točno tradicija tukaj v tem, kako to gre, ali lahko malo to opišete? Se pravi, tukaj sem začela pri učitelju Dušanu Domku. Se pravi, cel ta moj postopek, kako je to izgledalo. Ja. V bistvu sem bila, kot sem rekla, na vseh teh veščinah tukaj in mislim, da je trajalo pa slabo leto. Še? Ja, prosim. Slabo leto, ko sem bila nekako povabljena med morda ta ožji krog inštruktorjev, potem, hvala lepa. Prosim. Pa so se pač začeli treningi nekoliko drugače, v naravi, ob čudnih urah. To, da dobimo sporočilo, da ob 4:30 zjutraj nekje na Pohorju. In seveda takrat je kar nekaj upora v umu, kako zdaj ob 4:30, pa to pomeni, da se moram že pred 3 vstati, pa na pot, pa nazaj, pa v službo, pa vse ostalo. Skratka, takrat seveda sem doživljala stvari drugače, kot jih doživljam zdaj. Predvsem je bil takrat ta proces učenja, sploh kaj je ta odpor. In
da pravzaprav ni važno, kaj se dogaja in kaj se učim in ob kateri uri, da je pomembno ta odpor odstraniti. Takrat pač to veliko energije pokonzumira. Ampak to je v bistvu naloga vsakega učitelja, da te pelje skozi te situacije, da tvoj ego, tvoj postavlja na preizkušnje, da ga brusi. Tako da to je bilo tukaj in potem sledi tudi ta iniciacija v to familijo, se pravi različne generacije so. Mi pripadamo pač šoli Wudan Pai, različne šole obstajajo seveda, ene so bolj yang, ene so bolj yin, naše pač izjemno yin, mistična tradicija bolj. Obstaja kakšna, ki ima balans znotraj sebe? Vsi mi sledimo balans, s tem, da eni poudarjajo nekoliko bolj, bi rekla, bistveno bolj ta yang princip že v načinu delovanja, govoru. Pri nas še vedno so vse te kvalitete prisotne, ampak se bolj ceni ta mehkoba. Mehkoba, nežnost, v bistvu skozi katero potem dosežeš vse. Skratka iniciacija in potem je šlo nekako tako, da me je vleklo, da bi šla na Kitajsko trenirati bolj resno. Ne, da tukaj ni resno, samo pač morda to enkrat do dvakrat na teden ali pa 3krat na teden pod vodstvom učitelja. Mi tudi ni bilo dovolj, predvsem tudi, ker je skupina sestavljena iz različnih članov, nekateri zmorejo več, nekateri manj, različne starosti, od 25 do 70. In seveda nekako moj duh je takrat klical po nekem drugem treningu, po več me je zanimalo. In sem šla na Kitajsko pravzaprav k mojstru. Se pravi, ta mojster je bil tukaj, Jou Xuande, in on ima potem svoje učence, se pravi Dušan in ta drugi učenec od tega našega vrhovnega mojstra dedka. Se pravi, so ista linija, ista generacija. In šla potem k njemu. Čeprav je enkrat tukaj tudi ta naš vrhovni mojster Jou Xuande me povabil, da pridem k njemu, da bo treniral osebno. Ampak sem se pol odločila za tega drugega, ker ti dedki mojstri oziroma ti vrhovni mojstri so tudi zelo malo časa takrat v tem templju na akademiji, ker v bistvu zelo veliko potujejo. So, kako bi rekla, po eni strani od poslanci tudi vlade, kadarkoli jih kam pokličejo, rabijo. Tako da šla potem do njegovega učenca in tam smo običajno potem po mesec pa pol do 2 na leto. In trening pol izgleda približno tako, kak sem opisala zgodaj, vstajanje, meditacija, qigong, pol je trening za njim od 8:30 do 12. Pol je kosilo, počivanje ob 3, qigong, trening z njim do 6:30, večerja, meditacija, in tako vsak dan. In kaj vam mojster, kaj vam je dal, kaj vam je pokazal, kaj on ve? Ne gre to za vedenje.
bi rekla, vedenje. Predvsem za to, kar sem rekla na začetku, ker ste me vprašali, kaj ta transmisija pomeni. Ko si zraven teh ljudi, enostavno energija govori in vse je v redu in nič ne rabi reči in stvari so, res ni nič govora. Bolj se kaj poheca, pove, vreme, in gre naprej in pa se vsi čudimo, joj, kak je to luštno. No, to se pravi, ta duh, ki ga vidiš pri njemu živega, en trenutek zdaj tam lahko koplje na vrtu, čez 3 minute spusti tisto motiko in gre od zadaj motor popravljati in pol mu očitno šine nekaj drugega in se spusti in da ni, da mora dokonča vsako stvar do konca, to moram, pač duh mu je to povedal in to zdaj naredi. In v bistvu skozi ta način, skozi energijo se učimo. To je pač meni, tako jaz zaznavam to. Sprav taka pretočnost, lahkotnost. Da. Seveda te neke osnovne stvari, da bi rekla zdaj, on nas uči discipline, vztrajnosti. Ne, mislim to, če itak sam nimaš, se mi zdi, da sploh brez veze, da greš probat kaj takega. To se mi zdi, da nek temelj, ki itak mora biti pri posamezniku prisoten. Se pravi, disciplina se mi zdi kot ten prvi in osnovni preboj pri duhovnosti. Če tega ni, pol v bistvu vse ostalo nikoli ne dosežeš. Tako da, to učenje iz energije kot take. To, kar sva kitajsko vlado omenila, to bi malo zanimal vaš pogled. Mislim, tisti, ki poslušajo, vejo, jaz sem nekaj časa tam živel, v Pekingu, pa sem dosti kritičen do tega, rečemo, političnega sistema, tam, ampak vas bi pa rad nekaj drugega vprašal, Recimo, ko se je izvedla ta kulturna revolucija, se je želel to zgodovino tiste starodavne Kitajske se dal malo na stran, počistili ali pa, ne vem, tako. Ja. In to je zanimivo, če bojo kdaj kakšni šli v Peking, ful priporočam obisk muzeja, kjer se to jasno vidi. Da je na 2 dela razdeljen in tisti del stare Kitajske je dosti manjši in tako manj ima poudarka. Se pravi, že v muzeju neka propaganda. Vaši pogledi malo na to, pa gledate, da ste tja hodili, ne vem, na kjer del ste šli. Kam? Ja. Se pravi, moja pot je vezana na provinco Hubei, se pravi Wudan, goro, ker tam nekako ta veščina tai chi izvira, vsaj tako tradicionalno pravijo, in nekako se teh poti potem držim, še kje kako provinco, recimo, da grem kaj pogledati, ampak da bi me posebej zanimala velika mesta, pa da bi se tam zadrževala. To se ne, ker da, ko sem tam potopljena v trening in pridem iz te čistine v ta mesta, tako ne paše mi. Ne paše mi. Na takrat aktiviranega, prečiščenega duha me potem te stvari, tak, če moram, grem. Ja. Drugače pa se nas večina kar raje zadržuje znotraj akademije, ki je kako stvar, gremo v bližnje mesto, ki je 1 uro stran, iskat, morda kako hrano, ampak tudi potem čim prej nazaj. Da, zanimivo. Se pravi, moje mnenje glede te revolucije na Kitajskem in kaj se je zgodilo z tradicijo kot tako,
Pa kritizirala ne bi nič. Nič ne bi kritizirala, ker nekako verjamem, da se stvari v tem našem univerzumu odvijajo v večno pravih ciklih. Včasih izgleda ena stvar v zatonu, čeprav je morda izgleda superiorna napram nečemu drugemu in prava, ampak za vsako stvar pridejo težka, temna obdobja in pridejo svetla, razcvetna obdobja. Tako da ja, zdaj kaj je tu, ali je bilo to prav, ali je bilo to narobe. Ni odgovora, ja. Mislim, ni, ja, se pravim, ta nek umski del, Anite oziroma človeštva kot takega. Vsi si želimo, da pač samo lepe stvari se dogajajo, da se tudi duhovnim tradicijam nič slabega ne zgodi, da se ne dogajajo taki pokoli, kot so se dogajali na Kitajskem, za časa revolucije. Vse je to res, ampak že sam I Ching, kot druga temeljna knjiga taoizma, uči v bistvu skozi teh 64 heksagramov, da se ta naš yin in yang ves čas izmenjujeta, lepa, grda obdobja, tudi v teh obdobjih, ki niso prijetna, se v bistvu naučimo največ. Ker takrat, ko je lepo, so verjetno misli, pa se ne bo nič hudega, če to odmaknemo. Pol, ko dobijo to, kar so hteli, vidijo, morda pa ni bilo tako slabo. Tako da pravzaprav tudi I Ching skozi te 64 heksagramov, kot sem omenila, pelje to zgodbo življenja. Smo v neki otroški fazi, pa se razvijemo, pa dosežemo neke svoje vrhunce, ampak ko smo na vrhu, nujno sledi upad. In v bistvu večno pričakovati, da bo neko razcvetno obdobje za bilo katero stran, ali zato zlobno, ali zato, ki je na svetli strani, ni naravno. Če se učimo pač od teh naravnih vzorcev, dneva in noči, pomladi, poletja, jeseni, zime, enostavno ni naravno in je zelo nemodro pričakovati, da bi ne prihajalo do interakcije ves čas teh dveh sil. Enkrat bo ena zmagala, drugič bo druga. In zdaj se mi zdi, če pogledamo trenutno svetovno situacijo, zadnja leta, recimo tudi ta korona, lahko rečemo ena taka tema, ki je vladala med ljudmi, in tak razkol, ki se je vzpostavil. Ampak če tako morda je nam nekoliko lažje, ko vemo, v katerem delu cikla se vse to dogaja. In zaradi tega niti nisi kritičen oziroma ne moreš biti, ker pravzaprav veš, da tik pred koncem zaključevanja nečesa temnega in neprijetnega je vedno najhuje. Ja. Takrat se pač temne sile najbolj borijo. In da, recimo vstopamo v neko drugo ero z letošnjim letom, ki še ni nastopilo, to kitajsko leto, zdaj 4. Ki bo leto česa? Lesenega zmaja. Lesenega zmaja? Lesenega. Se pravi 4. februar oziroma 10. februar, 10. februar, lunarno leto. In mi prihajamo v to ognjeno obdobje, v katerem nismo noben od nas še bil. Se pravi, 180 let ga ni bilo. In si sploh ne predstavljamo, kako bo to izgledalo. In vedno, preden se novo obdobje rodi, se
dogajajo velike spremembe, transformacije, če treba gledati to kot na porodne krče. Vsako žensko, ki je rodila, bo rekla, ni bilo fino, ne grem več skozi to. In tudi tukaj običajno nekih 7-8 let ta transformacija traja, se je začela od besedno leta 19, pa nekje tam konec 26-27 se to najhuje zaključi. Tako da vse je v ciklih in zaradi tega ne gledamo tragično na nobenega od njih. Čeprav tako čisto iz tega človeškega vidika, seveda, ko se dogajajo take grozne stvari, človeška plat joče s temi ljudmi. Ampak tisti pogled iz strani duha ve, da pač stvari morajo biti tako. Ja. Tako da zaradi tega težko podam, če me razumete. Razumem, jaz v bistvu sicer pa mislim, da kritika je potrebna pa naravna, a ne? Tako da jaz mislim, da je pomembna včasih celo, ampak upletenost v to pa je bolje, da je ni, ne. In jaz mislim, da človek, ki zna to dvoje ločiti, ne, pa delovati s tem nedelovanjem, Da, ampak delovati je treba, ne. da, Se to so Da. prej rekla, ker ste zelo dobro omenili, da večina ljudi to razume kot ležanje na kavču, ne, da, v ne. da. Ampak Ja, daleč. se je delovanje v temu noter, ne, delovanje, ampak skozi duha nedelovanja. Da, Jaz to razumem kot neko neupletenost, ne. neupletanje, da. Neupletanje v to. Ampak izvajaš pa vse normalno kot človek. Seveda. Mislim, se tudi kot, ko se odločiš ne delovati, deluješ, no? Tako. In tudi recimo, ko smo že to ležanje na kavču omenili, če se odločimo, bomo zdaj ležali do konca, ampak na neki točki se porodi ta želja, da se moramo vstati, no? In ta se zgodi tudi brez razmišljanja, no? Ležanje postane neprijetno Da, s časoma. no, točno to. Ja. In v bistvu pol iz tega Lastamo po spremembi. nedelovanja, tako. Ja. Tako da ves čas interakcija med jinom in jangom. Ja, ne moramo si pomagati. Ne. Ampak ta konflikt notranji, ki pa želi si pomagati, povzroča več neprijetnosti. Da, ti odpori. Pravim, zaradi tega je fino se morda s katerokoli, pa če človek veščino ukvarja, ali bo to samo meditacija, bilo katere tradicije, toliko da ta svoj umiri, da dovoli duhu bolj prosto pot, ker potem stojimo za svojimi odločitvami, če tudi niso morda na prvo oko nekomu prijetne. Ja. No? Ker so recimo določeni mojstri, ki so imeli svoje družine, ampak čutijo ta svoj klic tako močen, da pač morajo poučevati, se morajo odmakniti ali se samostojno kultivirati. Ja, pač ne bo nikoli sicer popolnoma zapustili družine, bojo poskrbeli, da bojo nekako finančno varni in to, ampak se odmaknejo. In to recimo lahko za večina ljudi obsoja, ampak duh tega človeka se je do določene mere razvil in mora slediti svoji usodi, ker če ne, da, se pa pač potem dogajajo razne deviacije v telesu. Tako da. Ja, Anita, hvala za čas, seveda, ja. Pa za duha. Z veseljem. Zelo mi je bilo prijetno, pa cenim. No. Enako, hvala. Vse dobro želim. Tudi vam in poslušalcem tudi. Naj bo leto čim bolj prijazno do njih, do vseh nas. Da. Ja, super, hvala.